Smo v galeriji Ravnikar v Ljubljani, kjer se predstavljam z razstavo z naslovom Jojo. Predstavljam pa slike, narejene v tehniki olja in akrilja na platno, predvsem. Zdaj, sam naslov Jojo se nekako povezuje z igračko, za igro, to ročno igro, kjer si pač ta vrgel in se je nekako vračal nazaj vedno. In to sem še posebej v zadnjem letu nekako povezal z nekim osebnim stanjem, pa sploh stanjem v družbi, kjer nismo vedeli dobro oziroma občutek smo imeli, da se nekam premikamo. In v istem trenutku v bistvu smo se vedno vrnili spet na isto točko. Saj jaz sem tako osebno doživljal, ampak mislim tudi kot družba, da nek občutek je bil, da se nekam premaknemo, v bistvu nisem vedel točno, ali se premikamo, ali se vračamo nazaj. Pri teh slikah, ki sem ustvarjal za to razstavo, dialog je med samim ustvarjanjem, včasih ni niti tako, bi rekel, včasih je kar takšen oster dialog, se slika kar upira, tako da moram včasih jaz popustiti, včasih slika popusti, ampak včasih slika rata prej, včasih rabe več časa, ampak na koncu, ko slika pač se pride do neke mere, da mi je okej, vedno sam začutim in vem, da je slika končana. Da bi delal po nekem načelu inspiracije, niti ne verjamem prav v to, ker nekako si mislim, če si slikar, pač slikaš. To je, hočeš nočeš je kot neko delo. Zdaj, pač vsak dela neko svojo stvar. Je pa sigurno so stvari, ki vplivajo pač na posameznika, tudi name so vplivale. Ponavadi vplivajo bolj neki osebni, neki intimni momenti, neke situacije. Se pa v zadnjem letu mogoče se je pojavilo tudi malo širše razmišljanje. Verjetno tudi zaradi te situacije, v kateri smo živeli oziroma še vedno živimo. In tako da so se nekako prepletali te neke osebni momenti, občutki z nekimi širšimi družbenimi. Slike so iz glavnine iz leta 2020, torej lani. Mislim, da je ena, mislim, da od 2019 in mislim, da se tudi kakšna od 2021, torej letošnja še. Ampak je to nekako neka serija, čeprav jaz ne rad delam v serijah, ampak neka serija, ki traja že nekaj časa in se nadaljuje tudi letos, tako da te slike, ki so bile narejene za to razstavo ali pa v mislih za to razstavo, jih nadaljujem tudi zdaj še vedno. Izhajam iz neke ideje, da ne uporabljam nekih čistih barv, recimo barv direkt iz tube, ampak vedno jih nekako zmešam, do neke mere jih zmešam. Glede same kombinacije barv pač so mi blizu neke pač mogoče ne vsakdanje kombinacije, sicer danes težko govoriti o nekih vsakdanjih ali ne vsakdanjih kombinacij barv. Včasih so mi blizu malo bolj, nasploh so mi nekako blizu stvari, ki na prvi videz mogoče ne pašejo skupaj. To govorimo in glede barve in glede same motivike, naprimer. Zato so mi, naprimer, elementi, ki
ki so bolj prepoznavni kot abstraktni. Všeč kombinirati z elementi, ki so prepoznavni bolj kot nekako figuralni. In tako tudi v barvi mi je všeč kombinirati različne barve zraven, ker mogoče na prvi videz ne grejo skupaj in potem pa, ko jih nekako v neki sliki uporabiš na nek način, pač ker si zamislil, pač pa imajo nek smisel. Zanimivo mi je, da se med samim ustvarjanjem nekako dogajajo stvari, ki tudi sam v določenih momentih se niti ne zavedam. Se jih niti ne zavedam oziroma niso planirane, včasih nekaj na sliko dodaš, včasih nekaj izbrišeš in medtem, ko to izbrišeš, v bistvu to nastane neka osnova, da potem gradiš sliko naprej. Tako nekako štartam iz slike, da naredim nekako ozadje, čeprav ne rad uporabljam te besede kot ozadje, ker ni, da je nekaj ozadje, nekaj od spredja oziroma nekaj bolj pomembno, nekaj manj pomembno, ampak nekako sliko pripravim tako, da jo prebarvam za določeno barvo, včasih tudi večkrat, včasih pa se s tem tako imenovanim ozadjem ukvarjam več kot potem samo z nekim motivom, ker je pride na tem. In v nekem prostoru težko govorimo, lahko bi govorili o nekih elementih, ki lebdijo v nekem imaginarnem prostoru, se pa v določenih slikah tudi nekako nakaže nek približen prostor. Slike so planirane do ene mere, oziroma ene so planirane bežno, ene so kar ideja nekako začrtana, ampak v neki samem poteku ustvarjanja se lahko marsikaj zgodi. Zdaj lahko pridejo neke druge ideje zraven, se priključijo, lahko se čisto spremeni, lahko kakšen element iz neke druge ideje se priključi v neko prvotno idejo slike. Tako da bi rekel, da so slike predvsem neka kombinacija nekega osebnih občutkov, čisto nekih intimnih tudi stvari, ki jih imam recimo doma, ki me spremljajo na neki dnevni bazi, do nekih naključnih stvari, nekih lahko tudi širše družbenih, lahko določene stvari povezane z glasbo tudi. Mogoče neke moje osebne stvari, iz katerih sem jaz izhajal, so meni lahko pomembne, ne bi pa rad to preveč izpostavljal, ker bi mogoče rad tudi prepustil, da nek gledalec vidi nekaj svojega v sliki in si neko svojo zgodbo naredi.